Mogoče bi vas kot mamico vprašala, kateri tehnični pripomočki, ki so na listi, vam kot staršu najbolj pomagajo oziroma za katere pripomočke ste se ob rojstvu otrok odločili? Seveda, takoj sem iskala tehnične pripomočke, kot na primer obvezno elektronska varuška. Prej je že lepo gospod Roman Demir predstavil. Poleg tega tudi med spanjem, ko spim, torej budilka, to je zelo pomembno zame in mi veliko pomaga, tako da to so res nujni tehnični pripomočki. Brez tega bi bila verjetno celo noč budna. Imate z uporabo tehničnih pripomočkov bolj kvalitetno življenje in zakaj? Katere tehnične pripomočke uporabljate vsak dan in katere občasno? Torej, kot popolna gluha oseba, slušnega aparata ne nosim. To pomeni, da nekateri tehnični pripomočki mi ne koristijo, ki so povezani s tem slušnim aparatom. Zelo pa uporabljam pametni telefon, tablico, računalnik, zato ker pišem, berem, spremljam novice. Kot je lepo predstavil tudi gospod Horvat v času korone, seveda sem največkrat uporabljala tablico, računalnik, mobitel za moje delo, za moje življenje, tako da to. Sedaj pa mi tudi sami skrbimo in zato smo vzeli tudi svetlobni zvonec. In zadnje čase sosedje mislijo, da mi nalašč ne odpremo vrat, ker ne želimo obiskovalcev, ampak ni res, a ne, ker ne slišimo zvonca in ker ne slišimo zvonca, ne vemo, da je kdo pred vrati. Ste samostojna podjetnica in vodite tudi različne seminarje. Kaj kaže vaše izkušnje? Kateri pripomočki osebam z izgubo sluha pridejo najbolj prav? Recimo doma in nato v službi oziroma pri socialnem vključevanju? Kot sem že prej omenila, bi še enkrat ponovila. Največ uporabljamo te pripomočke in vidim, da jaz kot gluha oseba in uporabnica znakovnega jezika bi lahko rekla, da tekoče razumem slovenski jezik. In bi rekla, da glede socialnega vključevanja, če grem kamorkoli ven v družbo, tablica je super, mobitel super, najbolj pa me skrbi glede časa in ali je dostopen tolmač v tem času ali ne. Potem se poslužujem včasih tudi videoklica, pripomoček imam, ampak zdaj pa druga težava pa je, ali bom uspela dobiti tolmača, ali bom lahko komunicirala z javno ustanovo, tako da bolj ta dostopnost. Jaz kot podjetnica pa največkrat seveda uporabljam računalnik, izvajam različne tečaje, delavnice izobraževanja in istočasno imam lahko laptop, vodim seminar, potem spremljam tudi, zraven imam tablični računalnik, preko tega tabličnega računalnika se lahko povežem s tolmačem, ki posluša, tako da lahko vidim in z različnimi tehničnimi pripomočki potem izvajam in spremljam dogajanje. Tudi slušni aparat bi bil lahko, ko sprejem zvoka, ampak to pri meni žal ni uporabno in koristno. Vprašanje, ki je povezano s tem, kar ste že povedali, ker se udeležujete seminarjev in izobraževanj. So organizatorji dovolj pozorni na osebe z izgubo sluha, znajo priti nasproti s tehničnimi pripomočki? Katere najbolj pogosto uporabljajo oziroma kaj pogrešate, ko greste na banko, pošto, gledališče, seminar? Torej, strani organizatorjev seminarjev in tako naprej, jaz vidim, da če me poznajo že odprej, če redno prihajam ali pa jih obvestim, vedno prej vprašajo, ali potrebuješ tolmača, tako da to je v redu. Težava se pojavi včasih pri plačilu potem stroškov tolmača, kdo plača, ali jaz ali organizator in tukaj se še vedno
pojavljajo težave. Če pa me ne poznajo, takrat pa rabim veliko časa, da jim razložim, da obstajajo tolmači, da jaz ga potrebujem, da je treba prej zagotoviti tolmača, da je treba urediti tudi plačilo za tolmača, tako da tukaj izgubljam čas. In to področje bi bilo treba še malo urediti, malo več ozaveščanja v zvezi s tem, dostopnost do izobraževanja, seminarjev za gluhe osebe. Za mnoge je to še vedno nekaj novega in ne vejo, kako zagotoviti to pravico. Tako da treba bi bilo še bolj ozaveščati. V banki, pošti in tako naprej, ja, rabim tolmača zraven in treba bi bilo mogoče tudi izobraziti zaposlene v teh ustanovah, kako se prilagoditi gluhim. In tehnični pripomoček, ali pa kateri tehnični pripomoček bi bil koristen tudi za njih, kaj bi oni lahko tudi uporabljali. Še za vas enako vprašanje kot za gospoda Horvata. V tujini poznajo psa pomočnika za osebe z izgubo sluha. Kaj menite o tem? Bi se vi odločili za takšen tehnični pripomoček? Ja, gledala sem en prispevek v oddaji Prisluhnimo tišini, ki je bil prav v navezavi s tem psom in takrat sem začela razmišljati, predtem res o tem nisem razmišljala, ampak ko sem videla ta prispevek, ko sem začela razmišljati in če dobro pomislim, na žalost nimam psa trenutno, zelo lepo bi bilo imeti psa, počutila bi se bolj varno, še posebej, ko je tema, ker ne slišim, ne vem, kaj se dogaja in se bojim. In pes bi mi lahko pokazal svojim vedenjem, ali je vse v redu, ali se kaj dogaja, tako da zdaj sem razmišljala o tem, ja, da bi bilo to super. Tehnični pripomoček lahko obvesti, pove, da je nek zvok, ampak pes pa bi lahko pokazal tudi, odkot izvira ta. Recimo elektronsko varuško, imam 2 otroka, zdaj kateri rabi mene, odkot je izvor tega zvoka. Pes pa bi verjetno na drugačen način pokazal točno kateri. Tako da je veliko plusov, če imaš ob sebi psa in veliko ti lahko pove in ti nudi tudi neko varnost.